Sama imam sicer rajši pse, ampak tudi mačke so nadvse lepe, elegantne, predvsem pa atletske živali. Sploh, ko govorimo o pumi. In tole je Fordova vrsta pume danes v novi preobleki. Prva puma je namreč na ceste zapeljala že leta 1997 kot takšen majhen športni avto. Ampak Ford je pumo obudil zgolj zaradi privlačnega imena in ne, ker bi želel klicati spomine na prvo generacijo. Gre namreč za povsem drugačen avto. Avto, ki sledi današnjim trendom in željam na trgu. In če bi takšen majhen, nišen športni avto za proizvajalce verjetno predstavljal čisti prestiž, gredo takšni križanci danes za med. Poglejmo, kako je s tem v primeru pume. Želje po višjem položaju sedenja in odmiku od tal so pripeljale do SUV-jev, a ti so praviloma manj aerodinamični in težji od recimo kombi limuzin. No zdaj pa je tu tretja pot. Puma ni SUV, ampak CUV, Crossover Utility Vehicle. Gre za vozilo, ki višji odmik od tal združuje s takšno bolj aerodinamično oziroma kupejevsko obliko, s tem pa vsaj deloma izniči pomanjkljivosti SUV-jev. Tudi po zaslugi tega dejstva je Puma za svoj segment nadpovprečno varčen avto. Na našem testnem krogu smo izmerili porabo 5,5 litra na 100 prevoženih kilometrov. Oblika Pume je zelo kompaktna in dinamična, zato bi na prvi pogled lahko rekli, da je avto zelo skromen na področju prostornosti, a zunanjost je varljiva. Že res, da smo pred testom z zanimanjem spremljali Fordove strokovnjake, ki so z laganjem najrazličnejših okornih predmetov skušali pokazati prostornost Pume. Vendar takšne prostornosti vseeno nismo pričakovali. Ko govorimo o prostornosti, je najbolje pogledati skozi oči mlade družine. V Pumin prtljažnik lahko s pomočjo 1 metra širine z lahkoto spravimo tudi takšen otroški voziček. No, pa tudi na zadnjih sedežih se otroci ali pa odrasli ne bodo počutili utesnjeno. Velikokrat lahko slišimo, da kakšen avto nagovarja ljudi z aktivnim življenjskim slogom, a te trditve so pogosto brez prave osnove. Zato je kakšna učinkovita, praktična rešitev za aktivne še toliko pomembnejša. No, poleg nadpovprečne prostornosti pa nam je pri Pumi všeč tudi dejstvo, da se nikakor ne boji kakšnih umazanih škornjev ali pa vrtnega orodja. Tole je Fordov Megabox, velik dodaten predal na dnu prtljažnika, ki na dnu skriva poseben čep. Potem, ko predal umažemo z blatom, čep preprosto odstranimo in predal speremo z vodo. Fordova vozila že kar pregovorno ponujajo veliko za tiste, ki si od svojega vozila želite več na področju vozne dinamike. Tudi Puma ima mesto med najbolj športnimi ali, če hočete, igrivimi avtomobili, ki so ta hip v ponudbi. Tale je 114 kW oziroma 155 konji trenutno še najbolj zmogljiva v ponudbi. No, vsaj dokler na trg ne zapelje njena športna čistokrvna različica z oznako ST. Všeč nam je predvsem dejstvo, da se Puma po zaslugi čvrsto nastavljenega podvozja in odzivnega volana pelje precej podobno Fiesti ali Focusu. Na področju dinamike si v tem segmentu trenutno preprosto težko želimo več. A ker Puma nikakor ni poceni, smo želeli, da nas prepriča tudi s svojim X-faktorjem. Že sama vožnja je zelo uglajena zaradi skoraj nezaznavnega delovanja sistema start-stop. Tega omogoča blaga hibridna tehnologija z majhno baterijo, ki se polni z rekuperacijo ob zaviranju. V praksi to pomeni, da se motor ugasne že nekoliko pred samo zaustavitvijo. Ob ponovnem speljevanju pa že kar težko slišimo, kdaj se ponovno vklopi. Nekoliko prilagajanja zahteva zgolj sistem rekuperacije, ki ima le eno fiksno stopnjo. Občutite ga kot blag pojemek vsakič, ko spustite stopalko za plin. No, avto že z obliko spominja na Jaguarja, nekateri bi rekli celo na Porscheja. Prednji žarometi v polni LED tehnologiji imajo enak svetlobni podpis kot Fordov superšportni model GT.
V našem primeru pa paket zelo lično zaokrožujejo tudi detajli paketa ST Line. Še skok v notranjost, kjer so zadeve precej podobne Fiesti, z izjemo novega digitalnega zaslona pred voznikom. Nanj smo se zelo preprosto navadili, saj je zelo pregleden, uživali pa smo tudi v grafični dodelanosti. Puma nikakor ni poceni, saj že vstopni model stane več kot 20 000 evrov. Točno tale pa še dodatnih 10 000. Avto torej ne kliče po kupcih, ki bi iskali dobro nakupno priložnost, pač pa išče kupce, ki si želijo od avta nekaj več. Da bi našli področje, kjer Puma ni med najboljšimi v segmentu, smo morali biti precej pikolovski. Nekaj več bi si želeli zgolj na področju zvočne zatesnitve potniške kabine, pri konkurenci pa boste za ta denar dobili tudi že samodejni menjalnik, ki pa ga Puma vsaj za zdaj pri nas še ne ponuja. Če slednjega ne boste pretirano pogrešali, je avto med najboljšimi ali celo najboljši na skoraj vseh področjih, a to še vedno ni avto za vsakogar. V prvi vrsti je namenjen avtomobilskim sladokuscem, ki bodo skrbno in učinkovito načrtovanje Fordovih inženirjev znali ceniti.